stari, kaka kolesa. Sploh ne vem, če znam doktor šteti. What's up, peoples? No, končno, po enem dobremu tednu druženja je prišel čas za sladko, kisle and oh boy, imam jaz veliko stvari za povedati. Najprej, kot zmeri gola osnova, tole je Clio RS Trophy za Krapovičem. 220 konjev, pospešek do 100 v manj kot 7 sekundah, slovensko znanje in ponos, le ko imam trikotnik na glavi. Škoda se je zgodil, prej sem avto tanku, pa sem pojem z mezinčkom toliko udaril v pločnik, da sem utrgal en lep kos kože dol. Apetit liha? Ja, nač, prva sladka. Tukaj se bom omejil kar na njegov gobec, na sprednji del avta. A veš, od prenove naprej, pa to velja tudi za druge Cliote, ne? Ampak pri RS-u se mi zdi, da to prije še najbolj do izraza. Je vsebina teh žarometov malo drugače zastavljena, zato zgleda vse skupaj še malo bolj agresivno. In pol to v sodelovanju s spoilerji tukaj spodaj, pa če sem zraven praštem še obliko telih meglenk, to pomeni, da ta sprednji del zgleda jako dobro. Mislim, ker se mene tiče, no, a tebi je všeč? Druga sladka, Akrapovič. Jaz s takim veseljem ta ime izrečem, ne. Pa le kako dobro te zaključki izgledajo. Kaj pa če spodaj pogledamo? Veš, tukaj spodaj je difuzor plastika, da je vse zaprt, da je tudi zračen tok čim bližje optimalnemu, zato se od izpuha ne vidi kaj dost. Mogo en dan v Akrapovič skočiti, pa da mi dajo celo zadevo v roke, da vidim, kako izgleda od tukaj, pa do tam, kjer se začne. Promotorji pravzaprav. Kje si stari? Ne vem, kdo si stari. Je pa res, da moram še nekaj drugega poudariti, ne. Drži, da ima Akrapota, ne, ampak da note mislim, da je zvok toliko dramatično drugačen, kakor je sicer pri serijskem izdelku. Pač tukaj gre za majhne spremembe, ampak polk se pa na vse skupaj osredotočiš, pa malo primerjaš, pa vidiš, da je športna nota, da je zvok pri tem avtu malo bolj rezek, malo bolj agresiven. Tretja sladka je pa menjalnik, ne res. Ampak sem se vrnemo tudi še pri kislih. Zdaj načeloma je tako, tudi jaz sem med tistimi, ki pravimo, da malo pogrešamo ročen menjalnik v tem avtu, ampak sem jaz zgodaj zjutraj še ves zaliman punce napakiral v avto, pa smo se odpeljali na morje. Ne moram ti povedati, koliko prav mi je prišlo, da je bil v tistem trenutku avto malo bolj na easy, da je avtomatika delala vse namesto mene. Veš, preprosto dejstvo je, da tudi tisti največji športni zanesenjaki, ki si kupijo takšne avtomobile in želijo v njih uživati na zavitih cestah, je 90% časa se pa vsem vozijo ali pa vozimo v easy, a ni res? Da se ti nikamor ne mudi, po štacuno, pa mogoče celo v vrtec, pa malo naokoli, na kavo, veš, kaj hočem reči? No, v takem primeru, ne, pa avtomatika face sede. Četrta sladka, launch control. Že takrat, ko sem avto prevzel, sem povedal, ne, Clio RS je bil prvi avto svojega segmenta s takim dodatkom. Jaz verjamem, da se tega sistema ne uporablja veliko, če sploh ne, ampak je pa fajn vedeti, da ga imaš. A pokažem, kako se ga vklopi. Najprej sem prevezal, bro. Ta prva stvar, ki jo moraš narediti, je vklopiti RS Drive. Tukaj pri števcih se ti lučka prižge. Druga stvar, ki jo moraš narediti, je to, da daš levo nogo na bremzo. Ja, levo. In pol, če ne daš v Drive, se bo itak bolj malo zgodil. Ker si pa vse to naredil, moraš pa zagrabiti oba prestavna uhla in jih naenkrat povleči k sebi. In pa se ti tukaj med merilniki izpiše launch control, pa tisti Renault Sport zelen napis se spremeni v oranžnega in začne utripati. A vidiš? In pa, ko to narediš, pohodiš z desno gas do konca, motorni vrtlaji se ustalijo tam pri 2500 vrtlajih, zdaj začne repotati in pa spustiš, kadar hočeš. Enač, zdaj pa kisle. Ćemo začeti kar z menjalnikom, da bomo pol mer. Letko je, jaz razumem vse njegove prednosti, dvojna sklopka, povečanje vsakdanja uporabnost, konc koncev tudi hitro prestavlja, ampak mal duše mu je pa ukradel. A veš, generaciji RS-ov, ki sta prišle pred njim, pa da o Williamsu sploh ne govorim, to so avti, ki so več kot 20 leti Clio uvrščali v vrh segmenta, ki je prišel do vozniških užitkov. In ta avto je še vedno vrhunski, kar se tiče voznih lastnosti. Morali bi videti, kako mena smer, kako se odziva na voznikove vložke. Super, ampak najjači, tako je bil včasih, to pa ni več. Pa še nekaj res, ne moramo pa celotne krivde naprtiti menjalniku. To naj bi bilo fair. A veš, za voljo tiste vsakodnevne uporabnosti se je Renault odrekel tudi atmosferskemu motorju, pa ga je nadomestil z 1,6 litrskim turbom. Avto vrhunsko potegne, ampak a veš, ki ti iščeš rdeče vrtlaje v atmosfercu, je vse malo drugače. In pa se stvari malo pa pomal nalagajo, ne? Pa zdrsneš na drugo mesto. Druga kisla je, da ta je malo fora v levo, ne? Pa včeraj, ko smo se nazaj vozili, me je to toliko pojezil. Po eni strani me niti ne rabite resno imati, ne? Pa včeraj, ko smo se dan peljali, smo se s Tino kregala, ali bo klima na 21 ali bo na 22. Ker sem na 22 je bilo meni vroče, kada klima ne dela, ker je bilo pa na 21 je bilo pa super lepo hladno. Tretjo kislo sem po eni strani že malo načel. Jaz pogrešam tisto surovost, ki je bil Clio RS sposoben prečarati pri prejšnji generaciji, pa še pri eni pred njo. Se mi zdi, da je pikico preveč kultivirano in če gledam na splošno, se mi zdi, da je to dobro za Renault, ker ljudje ljubijo kompromise in ta avto je en tak kompromis, zaradi katerega se verjetno boljš prodaja, kot se je prej. Razen če se ne. Renaultci, to pa vi povejte, koliko ste prodali prejšnjih RS-ov, pa koliko teh. Me zanima, kakšne so številke. Peta sladka, mislim, da sem to že enkrat razlagal, ne, pa ne vem, v katerem avtu je bilo to točno, po mojem Meganu RS in to je RS monitor.
Spet ena stvar, ki v veliki sliki sploh ni tako pomembna, ampak meni je všeč, da je Renault tako picajzla, da je šel v take detajle, kar se tiče zabavne elektronike v avtu. A viš, RS Monitor, to je pravzaprav programska oprema, ki ti pomaga spremljati telemetrijske podatke avtomobila. Ja, tako kot v formuli. Prikazuje se ti pa lahko tavžent različnih stvari, pa ne samo to, te menije si lahko tudi prilagajaš. Sam klikneš, pa določiš, kaj bi rad, da se ti prikazuje. A je to torque, power, turbo pressure, oil temperature, intake temperature, pa vrtlaji, pa navor, pa G-force. Zdaj sem se recimo odločil za motorne vrtlaje, veš? Tukaj imaš krivuljo navora, pa prikazano moč motorja, podatki menjalnika, steering angle, to se pravi koliko pa v katero smer imaš obrnen volan. Če si pa hardcore racing fan, ne, pa bi s tem avtom rad obiskal dirkališča, ne, tudi taki se najdejo, pa lahko preneseš svoj USB ključek, ga vtakneš sem noter in vse skupaj posnamaš, celotno telemetrijo, obnašanje avta na dirkališču. In pa, ko prideš domov, lahko svojo vožnjo dejansko seciraš, tudi glede na segment dirkališča, na katerem si bil v tistem danem trenutku in tako naprej. In to so bile sladko kisle z RS-om. Vem, da sem bil malo dolg, ampak se mi zdi, da moram ene stvari nujno povedati. Rdeči pasovi, ja, veš, da do telo sploh prišli nismo, tudi teh je veliko. Ampak, če naredim en grob povzetek, kot mehna športna stvarca je RS meni še vedno ful všeč, ker pele se res dobro, trakcija je odlična, mislim, strokovnjaki pri oddelku Renault Sport dobro vejo, kva delajo. Zdaj, ko prijemo z naselja ven, ga dam pa še malo poslušati, prav. Dobra, min, tretja, druga, redi. Si slišal, kaj počma? Tako, zadevo vrno, zdaj pa v Šiško, kjer prevzamem en tudi zelo zanimiv avto. Zmeri isto rečemo, ne? Sam ta bo res zelo zanimiv. Ključ imam. F-Pace. Pa barva mater je huda, Pari, kaka kolesa. Sploh ne vem, če znam doktor šteti. 265, 40, 22. A tak si ti, ja? Stari, kdo bo tako visoko sedi? Noela, zblati? To ni tako majhna. Ta trik poznate. Se to ni nobena novost, ne, ko govorimo o Land Roverjih ali pa Jaguarjih, ampak zgleda pa vsakič ful hudo. Nič, pejmo. Zdaj ostavim še pri bratu, da vidim, kako napreduje prenova, zato ker sem ferbčen. So pa šlo vse isto. Tu narava, ja. A to končam ta pravca?